Davki in prispevki državljanov do DURS-a morajo biti poravnani do točno določenega roka, če ne, je postopek jasen. Glede na to, da mi delodajalec ne plačuje vsak mesec prispevkov, dobim vsak mesec pač opomin in ne vem, v petek, če dobim izvršbo, v ponedeljek mi že trgajo iz bančnega računa. Gre za relativno majhne zneske, nekaj 100 do 1000 evrov. Neverjetno, če se spomnimo primerov Mure, Tehnika in nazadnje gostinca Štormana. Ta prispevkov zaposlenih ni plačeval 4 leta. Vsi so vedeli, da ne plačuje tega, onga, da nam plače ne daje, da socialno varstvo ni plačano. Ne vem, mislim, da so tudi te inštitucije zatajile. Ful mi je čudno, da nam manjšim osebam pač trgajo po 2-3 tisoč evrov, tam pač večje podjetje, ko so pa dolžno milijone, pa nobenem nič. Na DURS-u pa z vsemi ravnamo enako, naj si bodo fizične osebe, mali ali veliki podjetniki. Žal je pri velikih pač poplačilo včasih teže doseči, zato posežemo še po drugih načinih izvršbe, ne samo blokadi transakcijskega računa. In dopustijo milijonske dolgove, medtem ko manjši podjetniki nimajo izhoda. Niso usmiljeni nič, jih ne zanima razlog, plačati je pač treba. Ne. Jaz sem tudi klicala, povedala, da nisem jaz kriva, da to so delam in ne dobim pač plačila, ampak to ni, sploh ni tle nobene debate. Ne. Takšna je zgodba dveh naših sogovornic, ki zaradi pritiskov nista želeli razkriti identitete. Njihovo agonijo podaljšujejo banke, ki za izvršbo zaračunajo okoli 150 evrov. Ti večji mogoče slabše poravnavajo dolgove kot manjši, ki imajo manjše zneske, da se to še bolj nabira in kopiči? Ne bi rekel, vse pa treba zavedati, da pač gospodarsko stanje v Sloveniji je, kakršno je, kriza se še vedno pozna. Tudi v tovarni Nogavic Polzela so dolžni delavcem poravnati prispevke od julija 2013. Ne gre za to, da se prispevki ne plačujejo, gre za to, da se konstantno iz meseca v mesec poplačujejo, ne? Morda bodo plačani, morda tudi ne. Na koncu trpijo državljani. Nekatere, ko bi lahko šli zdaj na čakanje, pa potem v penzijo, pa ker nimajo prispevkov plačanih, še to ne morejo iti. Ne? DURS še poudari, sistem je pregleden. Vsak državljan lahko na izpostavi ali prek e-davkov ves čas spremlja, kako so dajatve zanj poravnane.